Kaj se zgodi, ko sredi koncerta klasične glasbe nenadoma pripelje vlak? Ali pa kje zalaja pes? Go 2025. Eden od programskih vrhuncev Evropske prestolnice kulture leta 2025, ko bosta Nova Gorica v partnerstvu z Gorico gostili Evropsko prestolnico kulture, bo tudi koncert klasične glasbe z glavno zvezdo Aleksandrom Gadžijevim. Dober dan, lep pozdrav vsem. Aleksandar, to bo verjetno nekoliko izven tvoje cone udobja, vajen si koncertnih dvoran, kjer je popolna tišina. Tukaj pa lahko vsak čas pripelje mimo vlak ali pa zalaja pes. Kakšen izziv je to zate? Glasba se rodi v tišini, ne? Ampak tišina v resnici ne obstaja v nobenem kontekstu. Tudi v koncertni dvorani se vedno nekaj sliši, pa ljudje kašljajo ali pa kakšen telefon zazvoni. In tukaj pa imamo resnične zvoke, prave zvoke, zvoke iz narave, lahko zvok vlaka, ki nas tudi lahko navduši. In mislim, da to je zelo lep kontekst za koncert. Tako rekoče klasične glasbe, ampak jaz ne dosti maram teh etiket. Mi je raje samo razdeliti glasbo na dobro glasbo in manj dobro glasbo. In upam, da bo to večer dobre in lepe praznične glasbe. In svoj vrsten izziv si že kdaj koncertiral tako, na tak način? Ne tako pompozno, bi rekel, ampak se je zgodilo, sem že koncertiral tudi na odprtem, seveda. Okay. Kaj nam boš pripravil? Program bo zelo raznolik, kajti ne bom samo jaz, ampak bo tudi orkester Slovenske filharmonije in še zbor blizu. Tako da bomo pripravili fantazijo Beethovna za zbor, klavir in orkester. To bo sicer na koncu programa in mislim, da bo uresničilo sanje nekega praznika v tem trenutku. Drugi del programa pa bo tudi posvečen nekoliko improvizaciji, verjetno. In tako da ostane še neka skrivnost v tem. Aleksandar, si tudi ambasador Evropske prestolnice kulture, domačin, potuješ pa povsod po svetu, težko smo te ujeli za tale pogovor danes tukaj. Kaj po tvoje ta program oziroma ta Evropska prestolnica kulture prinaša temu prostoru? Kaj se bomo lahko naučili od tega oziroma kaj naj iz tega poberemo? Lahko poberemo ogromno vsega. Prvič prinese seveda pozornost. In že samo recimo možnost, da igram v Tokiu v velikih dvoranah za 1500 ali pa 2000 ljudi in vsak iz teh poslušalcev lahko prebere, da obstaja sploh Nova Gorica in da obstaja ta projekt in da delata skupaj in da se dogajajo te stvari in to na drugem koncu sveta, ne? Že to mislim, da ima velik pomen, zato ker ko se rodi sploh v fantaziji človeka, v domišljiji človeka, ideja, da ta prostor obstaja, potem je lahko to prva možnost, da bo nekoč kdo sploh prišel in pogledal in nas tudi osrečil s tem in obogatil. In to mislim, da je ena od najlepših stvari, ki me povezuje s tem nazivom ambasadorja. In to bo tudi tista dediščina Evropske prestolnice kulture, kaj ne? Si zelo želim, si upam in to vidim že v realnosti, ampak seveda je treba vsak dan na tem delati. Komaj čakamo, da se boš sprehodil po teh črno-belih tipkah tukaj na tej čarobni lokaciji, kjer je, kot si rekel, vse mogoče. Vse tudi mogoče. Vlak, ki pripelje iznenadoma.